Pozdravljeni! Čas je tudi za naš zadnji briefing, kjer bomo skušali razumeti vse one bistvene podatke, ki nam bodo pomagali spremljati prihajajočo veliko nagrado Monaka. Kot običajno bo tudi tokrat prispevek razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali same kvalifikacije, v drugem bomo našo pozornost usmerili k ritmu, ki bo možen na sami dirki. V tretjem, zadnjem bom pa kot običajno tudi predstavil svoje videnje glede možnih strategij. A začnimo s kvalifikacijami, ki so bile presenetljive v dobrem in v slabem. Ena izmed svetlih točk zagotovo stil in talent Maxa Verstappena. Kolikokrat smo videli, da se je dobesedno obdrgnil ob tiste zaščitne blazine, ki so postavljene na raznih zidovih proge v Monte Carlo. In to je pomenilo, da je bil na tisti idealni liniji. Namreč idealna linija v Monaku pomeni iti do zidu. Seveda, mnogi se ustavijo, naprimer 10 centimetrov prej, kakšen izmed njih tudi malce pretirava in gre v zid, ampak Max je bil točno tam. Čisto nasprotno njegov moštveni kolega. Perez, kot da ne bi znal voziti, namreč viralna točka na prvem ovinku Saint-Denis mu je bila tuja. Ne vem, kaj se je zgodilo, naprimer med tretjim prostim treningom in samimi kvalifikacijami, ampak videti je bilo, kot da mehiški voznik je pod določenim pritiskom in seveda tudi tu je imel Max lahko kaj za bregom. Namreč lani je kot običajno bil Max favorit, ampak zmaga je na koncu bila Perezova. A presenečen v pozitivnem smislu ni bilo konec. Drugo mesto Fernanda Alonsa. Ukolikor pogledamo projekcije, kar se tiče kvalifikacij po drugem prostem treningu, smo lahko videli, da Aston Martin ni bil tako zgoraj, ni bil tako hiter, da bi lahko Alonsu dovolil drugo štartno mesto. Malo je manjkalo, da ne bi osvojil najboljšega štartnega položaja, ampak bodimo skromni, bodimo realni. Vseeno, tu lahko začnemo razmišljati, kakšne nastavitve so izbrale ekipe za samo nedeljsko dirko. Dobro veste, velja princip Parc Fermé, torej od začetka samih kvalifikacij pa do konca dirke se nastavitve ne smejo spremeniti. In vremenska napoved pravi, da morda bo deževalo med samo veliko nagrado. Zato tudi v skupini morda kakšno presenečenje. Ferrarija smo vsi pričakovali bistveno bolj zgoraj, namreč projekcija ga je postavila tik ob bokčine, malce pred Red Bull. A videli smo Leclerca na 3. mestu, Sainza na 5. In pozitivno presenečenje je tudi Alpine. Verjetno marsikdo izmed vas se je začel spraševati, od kod so se vzeli, namreč Ocon in Gasly v prvi deseterici je nekaj, kar nismo pričakovali. Namreč ne na prvem, ne na drugem, ne na tretjem prostem treningu nismo videli tiste forme, ki bi nakazovala na takšen rezultat. Videli smo tudi Lewisa Hamiltona, ki se je dobesedno igral z našimi živci, tako v prvem, v drugem delu kvalifikacij in tretjem, na koncu pa je bil hitrejši od svojega moštvenega kolege Georgea Russella. Yuki Tsunoda pozitivno presenečenje. In seveda Lando Norris tudi. Videli smo ga na drugem prostem treningu, da je bil presenetljivo visoko in tudi na kvalifikacijah se je pojavil tam, kjer ga verjetno marsikdo izmed nas ni pričakoval.
Treba je biti realen, točke se delijo v nedeljo, zato tisto vprašanje glede samih nastavitev in vremenskih razmer bo lahko še kako umestno. Namreč mnogi bi lahko žrtvovali same kvalifikacije za boljši rezultat na dirki in obratno. To bi znalo vsaj sedaj razložiti marsikaj. A vseeno v Monaku je bistveno začeti spredaj. Zato je tudi razumljivo, da so nekateri morda žrtvovali sam ritem na dirki, samo zato, da se bodo znašli kakšno vrsto bolj naprej. A ukolikor pogledamo izračun ritma, bomo videli, da pri Red Bullu so še zmeraj najhitrejši. Na to, naprimer na istem nivoju, Scuderia Ferrari ter tovarniška ekipa Mercedes. Govorimo o dobrih 2,5 zaostanka na krog. Na 4. mestu Aston Martin približno 35 stotink zaostanka. In seveda gre za neke povprečne izračune, ki nekako potrjujejo eden drugi, razne teorije. Alpine z zaostankom dobre pol sekunde je skoraj tako hiter kot McLaren, kar tudi potrjujejo kvalifikacije. Na to lahko vidimo, da praktično si sledijo vsi ostali od Haasa, Alfa Taurija, Alfa Romeo, F1 Team in na koncu Williamsa z zaostanki, ki pa so, bodimo iskreni, že gromozanski. Preden se spustimo na same strategije, bi vam rad pokazal še to serijo grafov, kjer vidimo primerjavo Aston Martina, Ferrarija in Red Bulla skozi celoten krog. Zanimivo je, kako da različne načine, predvsem v prvem delu, so ekipe pripravile svoje bolide. Gre za posnetke iz drugega prostega treninga. Na koncu lahko vidimo, da bistven za krog je v Monaku tretji zadnji sektor. In prav tu Max Verstappen je napravil tisto razliko, ki ga je praktično na koncu postavila na vrh, na presenečenje vseh, Aston Martina, Fernanda Alonsa in celo ekipe Red Bull. A verjetno vsakomur izmed vas je verjetno jasno, da tu v Monaku je treba imeti čim manj ostankov. In preden bom predstavil svojo vizijo, bi rad kot običajno poudaril, da sam nisem imel ne časa, ne možnosti videti nobene tuje analize in zato moje predvidevanja so le moja, lahko so pravilna ali napačna. O tem se bomo seveda pogovarjali v samem komentarju, kjer bom primerjal tisto, kar bo objavil Pirelli kasneje, z mojo teorijo in seveda onim, kar bodo ekipe pokazale na sami dirki. Seveda, ker govorimo o enem postanku in ker vam vedno predstavim 3 različne možnosti, bodo tu pokrite vse tiste, ki so možne s seveda 3 različnimi trdotami. A bodite pozorni na dolžino stinta. Po mojem osebnem mnenju, kolikor bolid nima velikih težav, bi se dalo izpeljati celotno dirko, tako da se začne na pneumatiki soft, odpelje približno 30 krogov in nato na pneumatiki medium še preostalih 48. Seveda je na meji mogočega, ampak ekipe Formule 1 so nas mnogokrat presenetile tudi s tako rešitvijo. Ukolikor pneumatika soft ne bi zdržala 30 krogov, jo je možno uporabiti za približno 20 krogov, a to pomeni v drugi varianti, da bo potrebno natakniti pneumatike hard in 58 krogov odpeljati s to mešanico. Seveda po mojih izračunih bi bila ta verzija malce bolj počasna, ampak po drugi strani bistveno bolj zanesljiva. Ukolikor bi vozniki imeli res velike težave s pneumatiko soft, je možno začeti tudi na medium, z njo odpeljati okrog 37 krogov in nato s pneumatiko hard preostalih 40, kar je pa najbolj zanesljiva varianta, ampak po mojem tudi najbolj počasna.
A kot običajno gre za moje videnje, za moja predvidevanja, ki so lahko tudi napačna. A kar se tiče zadnjega briefinga za veliko nagrado Monaka, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.